Torej, dobrodošli spet na velikem odru knjižnega sejma, Slovenskega knjižnega sejma, na dogodku založbe Miš, ki ima naslov Ognjeni trije v Vojvodini Kranjski, kar je precej čuden naslov, če ne veste, da gre za sestavljen naslov iz dveh delov. To so Ognjeni trije in Zgodbe Vojvodine Kranjske, dve novi seriji knjig, zgodovinskih knjig, zgodovinskega mladinskega leposlovja, ki smo ju sestavili v današnji dogodek. Govorili bomo o sestavljanju zgodovine in leposlovja in govorili bomo o že omenjenih knjigah s pomočjo sestavljanja dveh avtorjev teh dveh serij, to sta Igor Karlovšek in Sebastijan Pregl. Konkretneje, Igor Karlovšek je avtor knjige Izgon, ki je prva v seriji Ognjeni trije. Govori o obdobju 6. 7. stoletja, priseljevanju Slovanov na naš alpski svet oziroma svet vzhodnih Alp. Sebastijan Pregl pa je avtor knjige Coprnica pod gradom, prve iz serije z naslovom Zgodbe Vojvodine Kranjske, ki pa si lahko mislite, nas popelje v 17. stoletje, v čas, ko je deloval veliki polihistor Janez Vajkard Valvazor. Pozdrav obema in dobrodošla na knjižnem sejmu. Vsako leto je tole verjetno tudi velik dogodek za vaju, pač na vse zadnje ste vendarle že nekaj let prisotna na stojnicah in tudi na odrih. Danes pa bomo govorili torej o vajinem pisanju, vajinem načinu pisanja in vajinem brskanju po zgodovini, ki je vajina ljubezen, saj tako sta rekla že v osnovi in tako vajine knjige pričajo. Pa naj poženem tale naš pogovor z enim, recimo, vseobsegajočim vprašanjem, zakaj je zgodovina pravzaprav zanimiva, privlačna na eni strani za avtorje, kot sta vidva, in na drugi strani za bralce, ki očitno pač teh knjig ne bi bilo, če ne bi tudi pritegnile svojega občinstva. Lahko najprej, Sebastijan, morda o avtorjih, o avtorski polovici tega vprašanja. Ja, dober dan. Skratka, zgodovina, zakaj je zanimiva? Zato, ker na nek način so stvari precej drugačne kot danes. Po drugi plati, ko se pa nekako z njo spoznavamo, pa vidimo, da veliko stvari je bilo pa zelo podobnih, kot so danes, celo strašljivo podobnih, ne. Tako da se mi zdi fina, ker naredimo z njo nek mogoče odmik in lahko zelo aktualne stvari pripovedujemo skozi zgodovinsko pripoved. Po drugi strani, kot zgodovinarju se mi zdi pa tudi fajn, da lahko bralcem, v tem primeru mlajšim bralcem, približamo neke zgodovinske teme. Jaz se predvsem ponavadi skušam najti kakšne mogoče malo manj znane stvari, a ne, da se jim na nek malo bolj, bom rekel, zabaven način približa in da se jim skozi branje da še neko znanje, ki mogoče dopolnjuje tisto njihovo znanje, ki ga pridobijo v šoli, ali pa da jim malo odpre tisto, bom rekel, pipco radovednosti, ne, in da grejo mogoče sami kaj raziskovati in potem, ko v, ne vem, šoli na kakšno stvar naletijo, recimo, ko smo imeli dečka Brina in koliščarje, ko pridejo do koliščarjev, a ne, se to pa ni nič groznega, to je pravzaprav zelo zabaven, ne, in jih lahko ta zgodba potegne v to, da jim je pravzaprav tudi tista snov fajn. Ampak se mi zdi, recimo, pri Brinu zelo ta navezava je bila meni všeč, a ne, otroci nekoč, otroci danes, seveda ne vemo čisto točno, kako so bili otroci pred 5200 leti, ne, ampak se predstavljam, da te čisto osnovne stvari so bile pa zelo podobne, ne, se pravi neka ljubezen, razumevanje, sodelovanje ali pa na drugi strani jeza, strah, to so bila neka občutja, ki so bila takrat zelo podobna verjetno kot danes, ne. Tako da zgodovina se mi zdi po tej plati, tako kot sem rekel, ne, prvič, lahko je fajn odmik ali pa po drugi strani skozi neko to zgodovinsko zgodbo lahko nagovarjamo tudi s čist aktualnimi temami bralce. Verjetno je odgovor podoben z vidika občinstva oziroma bralcev, ali pač kakšni odzivi prihajajo do vas prav o zgodovinski snovi, ki jo odpirate? Težko reči o kakšnih odzivih. V bistvu gre v mojih knjigah, čeprav so zgodovinske, pa imajo noter zgodovinske osebe, je zgodba tako, bom rekel, univerzalna, da pravzaprav bi se lahko dogajala tudi danes, ne. Jaz sem vedno imel rad zgodovino, zato ker sem imel raje kot matematiko, ne. In matematika mi ni bila toliko všeč in pri zgodovini si lahko tudi kaj malo
zaokrožil, ne, in te ni mogla učiteljica ravno najti, da si kaj izmislil. No, vedno me je pa fasciniralo ravno to, kar tudi s Sebastianom poskušava pravzaprav materializirati. Zgodba, ki je pravzaprav napisana danes ali pa se je zgodila danes, je zelo podobna zgodbi, ki se je zgodila mogoče nekomu 5000 let nazaj ali pa 100 let nazaj ali pa 300 let nazaj. Mi smo vedno, jaz tako razmišljam, ne, ljudje smo kot, bom rekel, korale, ne. Zadnja plast koral je živa, od spodaj pa so že one mrtve, ne. In tista zgornja plast misli, da je višek sveta, pa da je najbolj pametna, ne. Tudi mi se zdaj pogovarjamo leta 2023, mogoče se bojo pa o nas leta 4532 pogovarjali o nekih fosilih, ki se nismo znali teleportirati na hitro iz enega planeta na drugega, ne. Se pravi, življenje je tako zanimivo ravno zaradi tega, ker vedno vsak razmišlja iz zdaj pa iz sebe. In to je tisto, kar pravzaprav mene tako draži in zaradi tega zelo rad posegam, vsaj pri mladinskih delih, v to obdobje, kjer lahko tudi nekaj povem, ne, in tudi lahko rečem, poslušajte, bodite ponosni, da smo Slovani, bodite ponosni, da smo del tistih, ki so preživeli, ker kolikih pa ni, a ne, pa so njihove zgodbe zakopane v pepelu, jaz pa lahko našo pravzaprav pripovedujem in jo pripovedujem. Univerzalnost je ključna beseda, torej v obeh odgovorih. Bom pa zdaj, ko je bilo omenjeno to, da pač sebe prepoznavaš v nekih takih zgodbah, bom zdaj oba vprašal enako vprašanje. Namreč, ker sta raziskovalca zgodovine, vaju pač zgodovina zanima tudi onkraj pisanja leposlovja. Ampak, kako pa se morda raziskovanje zgodovine spremeni, kadar je cilj vanjo umestiti zgodbo? Torej, ko pač imaš neke like, ko morda imaš naročilo od založbe, napiši neko novo knjigo. Kako se recimo to raziskovanje potem spremeni, kadar začneš kot pisatelj seveda umeščati v neke zgodovinske fakte, nek lok, neke like in tako naprej? Če se spremeni in kako se spremeni? Po vrst. Se mi zdi, da imamo avtorji na tem koncu sveta še kar srečo, ne, ker nam založbe na ta način prav zelo ne začrtajo zgodb, ne. Verjetno je v Ameriki to drugače, si jaz predstavljam, ne, kjer se pogovarjajo o nekih milijonskih nakladah, a ne. Tukaj pa mislim, da je tako, da gre bolj za neko zaupanje, a ne, med založbo in avtorjem in pravzaprav, ne vem, če jaz pač povem zase, jaz pač pišem tisto, kar me v tistem trenutku zanima, ne. In zdaj, dobro, ja, so neka zgodovinska dejstva in včasih nam ne ustrezajo najbolj, ne, in potem so pač dve možnosti, ne. Jaz sem recimo v zgodbah s konca kamene dobe sem imel en tak moment, recimo, ki je bil bolj simboličen. Tam se pojavijo v enem delu mamuti, ampak sem potem tudi dal opombo, a ne, da mamuti so pač plod avtorjeve domišljije, da v tistem obdobju mamutov ni bilo več, a ne. Zato, ker meni se zdaj pa fajn, ker je imel alfa samac, je imel tako kovinski odblesk, se pravi teh oklov, a ne, in s tem ponazarja dobo kovina, ne, da kamena doba se umika, prihaja doba kovin. Zdaj, da bi pa prav, naprimer zdaj, ko delam Coprnico pod gradom, kjer se opiram na, se pravi, slavo Vojvodine Kranjske, a ne, tam je pa pravzaprav že toliko enih zabavnih in zanimivih zgodb v sami slavi Vojvodine Kranjske, da včasih pravzaprav, ko naletim na kakšno zadevo, bom prej rekel, da jo posvojim, kot da bi pravzaprav probal ne se kakšni zadevi izogniti in pripeljati zgodbo k nekemu cilju, ki mu sledim, ne. Mislim, oziroma tako bom rekel, nikoli si ne zastavim takih ciljev, da bi lahko neka zgodovinska dejstva ga zelo uverala, no. Toliko že vnaprej vem o obdobju, a ne, toliko prej preberem.
Je pa seveda to še vedno fikcija, ne? Tako da konec koncev junaki so pa lahko kakršnikoli in ni nujno, da so vsi junaki v skladu z neko zgodovinsko resnico, kot jo poznamo. Ne? Kakšen lahko to izstopa in ni nič narobe. Konec koncev, kot je naš profesor, ne, na faksu rekel, doktor Peršič, ne, jaz nisem bil tam, tako da ne vem točno, kaj se je zgodilo. Ne? Lahko se je tudi tako, kot vi pravite, kolega. Ne? Tako da mislim, da neki svobode vendarle imamo. Ne? Jaz osebno pač ne grem v tisto, da bi recimo, ne vem, tako kot kakšni avtorji, ki grejo spreminjati zgodovino, ne, in pač iz tega rata neka nova zgodba, ampak jo imam te zgodovinske stvari za nek okvir, no, ampak potem pač znotraj tega okvirja se pa vse mogoče dogaja. To je bil zdaj kar dolg odgovor na manj zakomplicirano vprašanje. Ne, zelo dober odgovor, pravzaprav. Pa bom iz tega izpeljal naslednje vprašanje. Če je že bilo zdaj omenjeno, kje konkretno in kako konkretno, čisto konkretno v posameznih knjigah je šlo to pri gospodu Preglju. Kje ste vi brskali? Ja, jaz nisem imel kaj veliko možnosti, ne? Ker Slovane je obdeloval samo Bogo Grafenauer, tako da sem pravzaprav v slovenščini zdaj govorimo. Seveda so Rusi pa Poljaki zelo obdelali to, cirilica mi ne leži ravno, pa nisem si jaz ravno dal za cilj, da raziščem 7. stoletje v detajle, ampak sem si nabral nek skelet. In na ta skelet so pravzaprav junaki, ki so v tistem času živeli. In to je verodostojno. Seveda pa ni verodostojno, da je ravno moja junakinja rodila kralja sama, kot sem napovedal, ne? Ampak se mi je posrečilo, ker se je zgodba dogaja v letu 600 in 628 je kralj samo to zvezo ustanovil in sem nekako razmišljal, da je ravno dosti časa, da odraste pa postane, bom rekel, kralj, ne, se on sebi ni rekel kralj. Ampak te osnove, ne, ta skelet drži. Tudi o rimskem tem carju, ki so ga ubili v tej eni od mojih zgodb, je vse štima. Lahko vam pa povem tole, ne, ker sem pa tudi ljubitelj branja, ne, in recimo I. Guldna zelo rad berem, pa je zgodovinar oziroma piše zgodovinske romane in zgodba o Džingis Kanu je v 4 ali 5 delih, ne, in on pelje zgodbo, na koncu ima pa opombe oziroma še dodatek, kjer pa napiše, ja, prvi sin ni bil umorjen takrat, kot sem jaz napisal v knjigi, ampak je živel še 20 let, ampak je bil ta njegova zgodba je podobna vojskovodji Cubodaju, ki je bil desna roka od Džingis Khan. In pa, ko bereš tisto, kar je on napisal zadaj, vidiš, da si pravzaprav čisto zmislil, ne, celo zgodbo. Ampak zgodba je tista prava. Ne. Jaz nisem šel tako daleč, ko je šel ta I. Gulden. Ne. No pa še nekaj, ne, bi rad rekel, da zdaj se mi zdi v zadnjem času, da zgodovino zelo, bom rekel, si jo zelo prisvajajo za razne takšne literarne poskuse, kot so recimo, da opisujejo, vzamejo si eno zgodbo in jo predstavijo kot neko zgodovinski roman. Recimo, obe zgodbi ali pa 3, ki sem jih zdaj bral o Auschwitzu. In pa vidiš, da je Šahmat je ena recimo zgodba o neki poljski šahistki, ki jo zaprejo, ko je članica odporniškega gibanja. In pa na koncu vidiš, da pravzaprav to je čista fikcija. Ne? Se pravi, zgodovinski okvir da možnosti pisanja zgodovinskih romanov, ki so, bom rekel, zelo kvazi zgodovina. Ne? In pravzaprav lahko mi, če gledate recimo televizijo, zdaj sem gledal Das Boot, ne, se pravi podmornica, pa je 35 nadaljevank podmornice, v bistvu je pa izkoriščajo te nemške volkove, ki so v Atlantiku torpedirali konvoje. Ne. Dobro, mislim, da bom šel predaleč, ampak zgodovino res lahko pravzaprav pišeš, kakor ti paše, ne. Zato je pa zgodovina polna zgodb, točno takih.
Ampak moram pa postaviti vprašanje vseeno, če je lahko, pač če je zgodovina pravzaprav zelo kot plastelin, da se jo da mičken preoblikovati in tako naprej, kakšna je pa tu odgovornost pisatelja do zgodovine, če je kakšna? A to pomeni, se pravi, odgovornost do bralcev, se pravi v tistem pedagoškem smislu, ki je bil prej omenjen, ali celo do zgodovine same, da pač, ne vem, anahronizem je smrtni greh, čeprav prej smo že govorili o mamutih, ampak vseeno, vprašam. Ne, jaz sem, ker gre pač za dela, za mlajše bralce, sem se zelo trudil, da pravzaprav tiste stvari, ki jih navajam kot zgodovinske, da držijo. Ne. Zato, ker tukaj bi se mi zdelo pa dosti narobe, da bi pravzaprav stvari drugačne pisal. Ne. Se pravi, ko govorimo o tem, kar vemo. Ne. Zdaj, dober primeri, če govorim o koliščarjih, tam je pravzaprav tega vedenja malo manj. A ne? Čeprav tudi tam kar veliko vemo, ne? Arheologi so na osnovi pač izkopavanj in tako naprej, marsikaj dognali, je pa res, da cel kup stvari pa pravzaprav ne vemo, naprimer duhovnost, ne? Koliščarjev. No in tam to je pol neko polje, kjer karkoli bom pravzaprav napisal, ne bo zelo skregano z resnico, ker ne vemo, kaj točno tista resnica je. Medtem ko pa ne vem, če pa pišemo o tem, kako so gradili kolišča ali pa kako so delali čolne, se pravi drevake, tam pa vemo, kako so to delali. In to sem se jaz vedno trudil, da tam, kjer pač vemo, kako se stvari dogajajo, da jih tudi tako opišem. Enako zdaj, ko delam zgodbe Vojvodine Kranjske, stvari, ki vemo, ki so izpričane, jih uporabljam kot takšne za neko fresko, neko ozadje, medtem ko tisto, kar je pač nedoločeno oziroma neko polje, kjer se gibajo moji junaki, kjer je lahko pa karkoli, ko govorim, naprimer, ne vem, ko se junak sreča z, ne vem, ko gresta z Valvazorjem v krčmo, pa so tam neki čudni tipi, to je pa tako, danes pred 500 leti ali pa pred 5000 leti pravzaprav ne veš, kaj točno so se pogovarjali, lahko so se karkoli in to je pa tisto, kar je tudi že Igor rekel, ta svoboda pravzaprav, ki jo imamo, Ampak ja, zato, ker je za mlajše bralce tiste stvari, ki vemo, kakšne so bile, se jaz kar trudim napisati tako, da sledim temu. Ob tem naj vprašam o enem konkretnem elementu, lahko, gospod Igor, konkretnem elementu tega vajinega pisanja skozi prizmo tega, kar je bilo ravnokar povedano, so pa imena. Pač različna obdobja tudi narekujejo različna imena. Zdaj, ne vem, Janez Vajkard Valvazor verjetno se ne da spremeniti v Marjan Vajkard Valvazor, ampak ne vem, pri recimo Slovanih je pa ne vem, so pa roke precej bolj proste, ali kako ne rečem. Kako sta izbirala imena svojih likov, pač nekatera so postavljena, kot tudi Samo recimo v vaši knjigi, se pravi Samova plemenska zveza, čist naravno zgodovinski lik, so pa pač tudi drugi, že naslovni ognjeni trije, imajo vaša imena pravzaprav. No, takole, jaz če odgovorim še na prejšnjo vprašanje, jaz se zelo trudim ostati verodostojen. In to je v mojem primeru včasih zelo težko, ker nekdo ne more svojemu vojaku reči, pojdi v napad čez pol ure, če niso poznali ur. Dan ni bil razdeljen na minute in na ure. In kako so bili oblečeni, kakšno je bilo orožje, ali so že poznali stremena, ali so poznali sedlo, kakšno sedlo so poznali, kateri konji so bili v tistem času, kakšne pasme, kaj so jedli, ali so imeli kruh, ali so imeli pšenico, ali so imeli samo in kakšne vrste pšenico so imeli. Pa v tistem času v Evropi ni bilo nobenega sadja, ni bilo ne jabolk, ni bilo nič, kaj šele paradižnika, pa kumar, pa tako naprej, pa krompirja, ne moreš napisati, da je skuhala krompirjevo juho, ali pa da je vrgla konju koruzo. Torej, z imeni je pa isto, ampak na srečo je slovanskih imen zgodovinsko ohranjenih iz 6. stoletja, to je, da sem lahko zelo zbiral in sem prav spisek je tak, da pravzaprav jih takoj najdem, ampak sem si poskušal najti neka taka, ki bolj zvenijo, čeprav uporabljam tudi neka tista recimo iz poljskega dela, Zbignjev, Gnjerad, Rastislav, no, a veste,
teh imen je veliko in uporabljam tista, ki so bila, bom rekel, takrat v uporabi. Mogoče Ajda ni bila čist takrat, ampak ok, ti sem si vseeno to je bila pa pesniška svoboda. Ja. Bom še jaz o imenih. Prosim. Zato, ker je, to je glih stvar, ki sem se pravzaprav kar dosti ukvarjal. Medtem ko je se pravi v zgodbah s konca kamene dobe, tam sem se pač oprijel tega neke logike, kako naj bi takrat poimenovali ljudi, ker pač ne vemo, kako so jih, to ni izpričano zgodovinsko, ampak si predstavljam, da so neki pač jemali iz narave, to, kar so poznali, to, kar jih je obdajalo. Medtem ko pri zgodbah Vojvodine Kranjske je pa zadeva veliko bolj super za raziskovati in potem tudi pisati, ne? Namreč jaz pa tukaj uporabljam eno knjigo, zdaj, ko pišem drugi del, no, ki se dogaja v Ljubljani, obstaja knjiga, ne, kjer so povzeti iz katastrov, ne, dejansko cela stara Ljubljana, hiše s hišnimi številkami in lastniki, ne, kdo so bili in s čem so se ukvarjali. Tako da potem pravzaprav dobiš zelo natančen vpogled, kar tako po praktično do leta natančno, ne, kje je živel Pek, kje je živel, ne vem, Varvar, kje je živel župan in tako naprej, kako mu je bilo ime, kako je bilo ženi ime, ne, mislim, včasih je, včasih ne, ponavadi, kadar so kakšni dediči, so potem otroci pa žene, pa tako, ne. Skratka, super je, zato ker dejansko lahko uporabljam imena, ki so v tistem obdobju dejansko jih ljudje v Ljubljani imeli, ne. Danes bi imel s tem pravzaprav težavo, ne, če bi vzel telefonski imenik, pa bi si takole izberil imena in priimke, ne, bi se zelo hitro kakšen pojavil, ki bi rekel, ampak ne morete zdaj v meni zgodb pisati, ne. Medtem ko tukaj resno računam, no, da za 500 let nazaj teh težav ne bom imel, ne. Pravzaprav vse, kar sta zdajle povedala, je krasno izhodišče za nekaj, kar izvedimo skupaj. A prav, namreč tole je še malo bolj nazorno za ponazoriti, se pravi to anahronizmi, kako neki vplest, kar je iz nekega drugega časa, brskati po imenih in tako naprej. Čisto konkretno bomo zdaj to ponazorili s primeri iz knjig. In sicer, jaz bom prebral nekaj stavkov, vi samo pobrskajte po svojem znanju zgodovine, takšnem in drugačnem, in v vsakem izmed teh stavkov, ki so konkretni iz Coprnice pod gradom ali izgona, je neka ključna beseda, nek namig, ki umesti ta stavek v neko konkretno knjigo. Se pravi, imamo Preseljevanje Slovanov in imamo Janeza Vajkarda Valvazorja. Vidva pa zagrabita vsak svojo knjigo in bosta potem odgovorila oziroma povedala pravilni odgovor. A damo en primer, čisto zato, da vemo, kaj se gremo. Če rečem takle stavek: sicer znam brati in pisati, vendar ne latinščine, za katero gospodar pravi, da je zlata lestev do znanja. Je to Valvazor ali so to Slovani? Kdo je za Valvazorja? Kdo je za Slovane? Nihče, no, to je bil zdaj primer. Pravilni odgovor je seveda Valvazor, ker imamo latinščino, ki je bila lingua franca izobražencev in plemičev, oziroma izobražencev, bolj kot plemičev, plemiči so bili nemški, nemško govoreči, in pa gospodarja imamo noter, se pravi Janeza Vajkarda Valvazorja. Ok, gremo naprej. Sta se le vrnila, je rekel očitajoče, skrbelo naju je že za vaju. Tiskarskega pomočnika Erazma me je strah, čeprav mi je gospodar že večkrat rekel, naj se ga ne bojim. So to Slovani? Je to Valvazor? Roke dejte gor, zato da vem. To je Valvazor. Notri je omenjen tiskarski pomočnik, pač tisk so izumili šele v 15. stoletju. Poleg tega pa je Erazem krščansko ime, prej smo govorili o imenih in Erazmov pač v 6. stoletju še ni bilo nikjer naokrog. Naslednji primer. Planila sta ven, pohitela k vodnjaku, a tam ga ni bilo. Ko sta preverila tudi tnalo za orožarno, kjer je izdeloval puščice, ker je želel streljati samo s svojimi, saj je le njim popolnoma zaupal, se je vanju priplazil strah. Je to Valvazor? So to Slovani? Kakšen je odgovor? To so Slovani.
Namreč v 17. stoletju, če si hotel nekoga nadaleč ugonobiti, je že prevladovalo strelno orožje, pač ne puščice. Še vedno, na blizu so se pa še vedno mečevali, a ne da. Še dva primera, potem pa gremo naprej s pogovorom. Pohiti, morava mimo stražarjev, preden zaprejo vrata. Če bova prepozni, jih ne bodo več odpirali samo zaradi dveh suženj. Dveh suženj. Je to Valvazor? So to Slovani? To so Slovani. Suženjstvo je pač cerkev že v osnovi preganjala katoliška, no sploh sužnje, ki bi jih iz katoliških krogov oziroma dežel šli služiti v nekatoliške dežele. Podložništvo pa seveda v feudalizmu smo pa vseeno bili vsi nekomu podložni, če ravno ne sužnji. In še zadnji stavek, iz katere knjige je tole. Vseeno je bilo, ali je starec ali otrok, revež ali gospod. Smrt ni izbirala, kosila je vse po vrsti, tako kot prikazuje freska v Hrastovljah. Saj si že slišal za mrtvaški ples. Slovani? Valvazor? Dobro znanje zgodovine, pravzaprav tule med publiko. Freska je bila narisana leta 1490, se pravi konkretno poznaje, kot se dogaja zgodba v knjigi Izgon. Seveda pa fresko še vedno lahko vidimo danes, tako da če nekaj nastane dolgo časa nazaj, ne pomeni, da ni potem še dolgo potem z nami. Tako kot ti dve knjigi v končni fazi, ki ju bodo brali še leta, koliko je bilo prej, 2345 ali kaj že. Tako. Nadaljujemo s pogovorom z enim klasičnim vprašanjem. Govorila sta bolj kot ne o načinu vajinega dela, o načinu pisanja, pristopu do pisanja. Zdaj pa obrnimo perspektivo in vprašam z vidika bralcev, predvsem mladih bralcev, seveda gre za mladinske zgodovinske romane. Kaj so tisti elementi, kaj so vajine strategije recimo pri pisanju? Omenjeno je bilo sicer že univerzalnost zgodovine same, ampak kaj so elementi, na katere se bralci pripnejo? Kje se lahko identificirajo z vajinimi liki, ki so pač zgodovinsko sicer oddaljeni, ampak zakaj nagovarjajo recimo sodobnega mladega? Jaz sem v bistvu, ko sem začel pisati zgodbe z konca kamene dobe, sem imel zelo pred očmi fante, ki malo manj radi berejo. In se mi je zdelo, da je treba narediti zgodbo malo bolj dinamično, malo več akcije mora biti in je pravzaprav vse ostalo, ne da je v drugi plan potisnjeno, ampak je mogoče, kaj pa vem, se pravi, te točke nekega dogajanja morajo biti nekako tako, kaj pa vem, pri kakšnem receptu, ki rečejo, je treba 3 korenčke not narezati, se mi zdi, da je tudi pri pisanju fino vedeti, da se vsake toliko časa nekaj zgodi. Se pravi, ko pišem za odrasle, s tem seveda nisem obremenjen in misel šiba po svoje, zato da tisto zaključeno celoto nekako naredim. Ko pa pišem za mlajše, sem pa dosti pozoren tudi na to, da je pravzaprav teh dražljajev malo več in da so nekako čim bolj enakomerno razporejeni, da ne pridemo potem do nekih epskih delov, kjer bi mogoče jih pa nehali zanimati ali bi se jim pa že malo brez veze zdeli. In zdaj pa seveda to dogajanje, to seveda ni nujno, da je neka akcija, to mogoče taka malo ponesrečena beseda, kar se ljudje potem današnje akcije predstavljajo, ampak da je ta dražljaj nekaj, kar mogoče tudi nisi vedel, nekaj, kar te zanima, nekaj, kar zbudi tvoje zanimanje. Se pravi, mogoče tudi nek podatek, ki pa reče, wow, a res, Se pravi, ne gre za to, da se morajo ali neki bojevati ali pred medvedom bežati, ampak je lahko tudi nekaj zelo praktičnega, kar so takrat vedeli, znali, pa mogoče smo do danes pozabili ali pa delamo zelo podobno, da lahko bralci, ampak sej, madonca, sej mi pa isto delamo. Se pravi, nekako to se mi zdi kar pomembno držati, medtem ko tista pač zgodovinska freska v ozadju mi pa služi pač kot neki temelji te zgodbe. A vi, gospod Karlovšek, ko sedete za računalnik k pisanju, a imate že v mislih pedagoški
element vašega pisanja? Se pravi, da bo ta knjiga nekoga tudi nekaj naučila in izobrazila. Ne samo to prikazala, se pravi ponosni, da smo Slovani, kot ste omenili prej, ampak čisto konkretno, da se bo nekdo nekaj naučil in po možnosti povezal s svojim ostalim znanjem. Ja, v resnici sem se kar trudil, da bi to tudi dosegel. Ne. Jaz sem poskušal dve vrste, se pravi, v svojih delih imam ženske like pa moške like. In v prvih 5 delih Ognjenega plemena sta se mi posrečila zelo ti dve ženski, ne? Se pravi Mila in dve sestri, ki sta nosilki vseh tistih naprednih idej, ki jih pravzaprav pričakujemo pri mladih dekletih. In jaz mislim, da sem zadev, da so tudi ženske bralke ta dva lika zelo posvojila. Pri fantih sem pa pravzaprav tisto našo moško stran poudaril, ne, se pravi neizprosnost, pogum, ta moški del, bojevitost, da se ne uklonijo, da nikoli ne priznajo poraza. Nekako vse to povezal s tistim mojim načinom pisanja. Jaz pišem tako, da pletem zgodbe kot pletenico, ne? Da ne gre kar enostransko, enosmerno, ampak najprej je zgodba o enemu junaku, ki ga prekine drugi junak na najbolj napetem trenutku, ko ne veš, a je preživel ali ni, in ga pol čakaš, kdaj se bo spet njegova zgodba vrnila, in vmes vpleteš recimo ženski del in tako naprej. Tako da držiš napetost kar naprej pri bralcu, da ne pusti knjige, ne. Je pa res, da sem bil bolj vzgojen in sem poskušal, glede na to, da je to mladinska literatura, to, kar je rekel Sebastian, ne. Tiste temeljne postulate človečnosti za to obdobje bralcev od, bom rekel, 2. triade do 3. triade, da jim pač daš neko vizijo pa nek vzor. Postavim vprašanje še o prostoru. Zdaj, ko govorimo o zgodovini, se vedno najprej razmišlja o času in časovnih distancah, obdobjih in tako naprej, ampak pomemben del tako pisanja kot konkretno teh dveh knjig je prostor, v katerega so postavljeni liki in v katerega se potopi tudi bralec oziroma bralka. A sta, ne vem, obiskala te kraje, o katerih pišeta? Je to pomagalo pri pisanju oziroma a je morda celo kak izmišljen kraj, ki je tule noter? Ali je vse realno? Mislim, tudi obisku, ne, ampak moram pa povedati, da tudi Google Mapsi zelo pomagajo, ne, ko sem delal zgodbe s konca kamene dobe, ne. To so stvari, ki si jih malo ne znamo predstavljati, ne. So pač hodili, ne, in nimamo čisto, bom zase govoril, jaz nimam čisto občutka, koliko človek od tukaj do Postojne hodi, ne. Kaj šele, če so vmes, ne vem, kakšni medvedi, pa kakšna čudna, ne vem, kakšni rodovi nekih nevarnih ljudi, ne, ki bi sigurno 2 otroka, ki sta pač na poti, mogoče jih pač, ne vem, bi imeli svoje videnje, zakaj bi jim ta 2 otroka prav prišla. Tako da jaz sem v bistvu zemljevide kar uporabljal, no, da sem dobil sploh nek občutek, a ne, koliko časa bi v današnjem času človek prehodil. Vemo pa, ne, da konec koncev v času, ko ga opisujem v zgodbah s konca kamene dobe, je trgovina potekala, ne, in to vemo iz arheoloških najdb, namreč, ne, imamo, ne vem, sikere, za katere kamnina, iz katere je narejena, izvira iz 500 kilometrov oddaljenih, se pravi, področji severne Italije, ne. Potem vemo, da je, ne vem, jantar potoval, vemo, da so recimo ribe, ne, ribe iz Jadranskega morja, mislim, niso ribe potovale, ampak so tako kot so, ne, so tudi ribe tovorili in prodajali, ne, in so celo, na primer, na Češkem našli kosti iz jadranskih rib iz tistega obdobja, ne. Se pravi, poti so bile, ljudje so potovali, to vemo, ne. Prostor je bil bistveno večji, kot si recimo
po moje ljudje predstavljamo, ne, tudi jaz sem bil malo presenečen, ko sem začel to pisati in raziskovati, ne, ker v redu so obvladali to obdobje, področje, res pa je, da ne vsi, a ne, tako kot danes, ne vem, se nekdo odloči, pa ima službo, pri kateri je to povezano z veliko potovanji, nekdo je pa več ali manj doma, pa pač doma opravlja svoje delo, ne. In tudi takrat je bilo to, se pravi, trgovina je potekala, ljudje so potovali, vedeli so, kaj se kje dogaja, je pa fajn to, ne, da je to tako nek oddaljen čas in je bilo tudi njihovo znanje na nek način še toliko omejeno, da so bile pa te predstave lahko zelo divje, kaj pa je tam naprej, ko ne vemo, kaj je, ne. Medtem, ko pa govorimo o času, se pravi druga polovica 17. stoletja, ne, tam je pa itak že vse jasno, tam pa itak vemo, da plemiči, naprimer, ne, ko so zaključili neko to šolanje, so ponavadi nabirali življenjske izkušnje ravno na potovanjih, ne, in s tem se je pravzaprav ta prostor zelo, zelo povečal, ne. Tako da čist običajno je bilo, da so neki plemiči šli, ne vem, v Italijo, ali pa zdaj sem recimo glih Marko Gerbac, naprimer, ko so upada s tem časom, a ne, on je študiral v Bologni, bil je na Dunaju, ne, ali pa Valvazor, konec koncev, bil je na afriških tleh, skratka, ta prostor lahko naenkrat rata zelo velik, ne. S tem, da pač jaz se trudim, da seveda po posameznih delih obdelujem določen prostor, ne. Ampak ja, geografsko seveda nam to pogojuje in tudi, ja, ne, kako tam zgleda, to sem se tudi dostikrat vprašal, tako da tudi kakšen družinski izlet je bil malo temu pogojen s tem ali pa prilagojen, ne, da sem pravzaprav videl, kako je tam, ko se pa začne spuščati kopno proti morju, severni Jadran, ne. Pa smo se parkrat tam mogli peljati pa ustaviti, da sem si jaz te zadeve ogledal, ne, zato ker je pa fajn vedeti, kako je za samo zgodbo, ne, ker če sem prej 3 vprašanja nazaj rekel, ne, da se trudim kljub vsemu, ne, nekako držati tega, kar je res, ne, je potem tudi fajn, da vemo, aha, tam so pa, ne vem, klifi ali pa neke skale, ali se pa to počasi spušča, ne. Ali pa ne vem, naprimer, kakšna je reka. No, to je bilo pa zanimivo, to pa v bistvu nisem šel hoditi, ker sem junake poslal, ne, se pravi, iz severnega Jadrana nazaj proti Ljubljani, ampak hotel Ljubljanskem barju, no, Ljubljane glih ni bilo, ampak ker sem hotel pokazati to, da pravzaprav v tistem obdobju sokolišča bila tudi v Avstriji, pa še marsikje drugje, bi se zlahka zgodilo, ko bi sprašvala, da bi ju narobe poslali. In tudi se je to potem v zgodbi zgodilo, ampak je potem takoj rato, ne, ko sem gledal zemljevid, ne, problem, kje zdaj prečkati reko, ne, da je res realistično, ne. Tako da, ja, potem sem se tudi v to mogel poglobiti, kje bi se dal pravzaprav reko prečkati, da pravzaprav je najbolj enostavno, pa da vendar lahko tudi koga skoraj odnese. Poglobiti v reko, evo, dobesedno. V vaši prejšnji seriji, gospod Karlovšek, je bil geografski prostor Ja. brezmejen, tako rekoč, in precej oddaljen. Ta nova serija, torej Ognjeni trije, je bližje, a to Ja. pomeni tudi, da ste prostor drugače izkusili kot pri prejšnjem pisanju. No, pravzaprav je prostor tudi v tem naslednjih 5 je pač bolj severno, drugače pa še vedno velik, ne. Pa ne bom izdal zdaj vsebine, ampak mene so pač vodile te biološke sposobnosti ljudi pri potovanju. Človek prihodi normalno, recimo do 30 km na dan, ne, pešec. Če si na konju, je 50 do 70 km, ne. Zdaj, če sem jaz računal, da je od Carigrada pa do neke točke 700 km, pa nisem mogel reči, da je v 7 dneh prišel pešec, ne. Lahko je pa konjenik. Se pravi, te omejitve sem moral upoštevati. Poleg tega sem moral upoštevati, če imaš konja za prevozno sredstvo, ne moreš, motor ugasne jesen, ne, ko zmanjka trave in nadaljuje svojo vožnjo šele spomladi, ko trava spet zraste, ne. Se pravi, selitve Slovanov se niso zgodile tako, zdaj pa gremo, ne, ampak je v bistvu šlo to za neko prisiljeno premikanje zaradi številnih razlogov, od katerih so nekateri tudi takšni čist normalni življenjski, ne. V določenih časovnih obdobjih se je pač rodil
tako kot se živali kotijo mladiči v določenem obdobju, ne, so tudi ljudje imeli na pomlad več ali pa ne, več otrok in so se takrat ustavili, ne, ker pač z malimi niso mogli iti. Pa ker niso poznali gnojil, ne, so Slovani obdelovali zemljo na torej tako, 3-letno kolobarjenje. Ne. Najprej so požgali, pa je tista pepel trajal 3 leta, pa smo morali iti naprej. Ne. In ja, vidim, da moram končati. V glavnem sem vsa ta področja, razen nisem pa bil v Ukrajini, no, tako da tisti je pa pač... Še pride. Še pride, če bo mir. Upajmo, da čim prej in upajmo, da bo tudi to čim prej zgodovina, tako rekoč. In zdaj, če smo ravno pri poteh, naša skupna je že pri koncu. Še bi se lahko pogovarjali, odprli bi lahko še marsikaj. Nismo pa še čisto konec. Če sem prej izzval vas v publiki, predlagam, da zdajle izzovemo še naša 2 gosta. Čisto za konec, z eno kratko igrico. Bosta skupaj sodelovala pravzaprav. Sicer bomo šli v zgodbo Janeza Vajkarda Valvazorja, ker je bilo o njej najti več pravzaprav v tem kratkem času, ki sem ga sam imel za pisanje, ampak dajmo narediti en tak zabaven zaključek, no, če sta za, pa potem zaključimo naše celotno druženje. Ko se brska po zgodovinskih virih, o čemer smo tudi govorili, pač naletimo na marsikaj, tudi zanimivosti, kar je bilo omenjeno. In zdaj imam tule pred seboj en kratek sestavek o Janezu Vajkardu Valvazorju, ki pa je nesmiseln in napačen. Pač polno je čudnih podatkov o tem, kaj naj bi Valvazor bil in počel. Notri pa je skritih 5 resničnih zanimivosti, resničnih stvari in vidva jih identificirajta. A je prav? Pač bral bom, ustavita me lahko, kadar hočeta in pač rečeta, tole je pa res. Načeloma je pa vse nesmiselno in napačno. Drži? Gremo hitro čez. Torej, Janez Vajkard Božidar Valvazor se je rodil v ljubljanski porodnišnici kot 12. otrok očeta, ki je bil uradni deželni zagovornik čarovništva obtoženih žensk, in matere, ki je predstavljala enega od očetovih redkih zagovorniških uspehov. Zaradi laktozne intolerance ni užival mlečnih izdelkov in zaradi vsega tega velja za prvega z viri potrjenega vegetarijanca na Slovenskem. Po z odliko opravljeni škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je že kot mladenič prepotoval številne kraje takratne Evropske unije. Pri tem si je pridobil številne izkušnje ter izbrusil radovednost, imel pa je tudi nekaj slabih izkušenj, zaradi katerih je pozneje spal z bodalom pod vzglavnikom in pisal dnevnik Skrivno pisavo. Po vrnitvi domov se je poročil s prijateljico iz otroštva in kupil 5 gradov, od tega 2 ruševini. Kot vnet zbiralec vsega nenavadnega in zanimivega je v prostorih gradu Bogensperk hranil tudi lobanjo povodnega konja, relikvijo pepela Ivane Orleanske ter primitivno različico namiznega tenisa. V svojem daleč najpomembnejšem delu Slava Vojvodine Kranjske, to je pač dejstvo, je med drugim predstavil številne zanimive podrobnosti o načinu življenja tukajšnjega kmečkega prebivalstva, med drugim prečkanje reke s hoduljami, kegljanje z vinskimi sodi in obiranje jabolk s fračami. Poleg najrazličnejših polihistorskih... Samo delček je lahko res. Samo ustavta me. Na mikrofon, prosim. Ja, aha, jaz sem mislil, da mora biti tako cela poved res. Torej? Ja, tole prečkanje je res, ne? Prečkanje reke s hoduljami je res. Pač Kamniško Bistrico so s hoduljami prestopali in to je Valvazor popisal. Drugo pa ne drži, seveda. Poleg imel je tudi gradbeno-inženirsko žilico, saj je izrisal načrte za sistemi suševanja Ljubljanskega barja, za predor na današnjem mejnem prehodu Ljubelj. To je res? To je res, tako. Izrisal je načrte za mejni prehod Ljubelj, oziroma za tunel spodaj, ki pa niso bili uresničeni, ker je takrat Dunajski dvor ravno se s kugo boril, pa niso imeli denarja.
in za načrte za NUK 2. Poleg obilice znanstvenega in literarnega gradiva pa je zapustil tudi veliko genetskega materiala, kar tudi drži načeloma, to je izhodišče. Ja, mislim, je imel neki otrok. Imel Dve veliko ženi, otrok, pa ne pravzaprav. vem, kar precej otrok, ja. 9 se mi zdi. No, ampak med njegovimi potomci najdemo olimpijsko podprvakinjo v nordijski kombinaciji in predsednika Evropskega združenja proizvajalcev očesnih leč. Zadnji Valvazorjev potomec, ki je živel v Sloveniji, pa je živel v Mariboru na Valvazorjevi ulici. To možno, da je res, ampak nisem siguren. Ja ali ne? Ja, jaz bi rekel ja, ker sem premalkrat ja rekel. Res je. Zadnji potomec, ki je živel v Sloveniji, je živel na Valvazorjevi ulici. To je bil Karl Mayer, ki pa so ga nacisti žal eliminirali zaradi tega, ker je imel težave v duševnem zdravju. Njegovima spominu in veličini je danes poleg ulic, ki smo jih imenili, sicer posvečeno marsikaj. Ne le nekdanja upodobitev na kovancu za $20, pač pa tudi vrsta izumrlega morskega polža Ameloceptis valvazoriana, planinska postojanka Valvazorjev dom pod Storžičem in en butično planinski pivo dom je res, ja. Valvazorko. Planinski dom vem, da je, ne? Ampak je Sam pod ne vem, če je stolom, tam, to ne pa ne pod vem, Storžičem. Nisem planinc. Pod stolom je, tako da to je bila past. Pa, v redu, ja. S tem smo prišli do konca in mimo vaju smo prešvercali dve napaki, namreč, da je bil rojen kot 12. otrok v družini svojega očeta in da je pisal dnevnik s tajno pisavo, ki Ja, pa to se nisem ni bil ohranil. siguren. Ja. Je pa on sam o tem pisal. Tako, s tem smo zaključili današnji dogodek. Vsi lepo dobrodošli na stojnici založbe Miš. Vama, gospod Sebastian Pregl in gospod Ivan Karlovšek, pa lepa hvala za sodelovanje, za vse vajine besede in za vajini deli, oziroma za vsa vajina dela, ki pač bogatijo naše lepa. izkušnje in naše znanje. Hvala, se srečamo na naslednjem dogodku.